Mednarodni mladinski strateški forum gosti Maribor. To je mednarodna udeležba in povej, kako ste pri SDM-u v Mariboru zadovoljni z udeležbo. Hvala lepa prvo, da ste nas prišli posnet, da ste prišli naš dogodek tudi pogledati. V Mariboru smo zelo zadovoljni, da je dogodek tukaj, da smo dobili te tuje strokovnjake v Mariboru, zato ker se mi zdi, da naša regija je včasih malce pozabljena, ampak se mi zdi, da se pod to vlado in pod novim razmišljanjem vse bolj dogaja, da tudi Maribor prihaja v ospredje. Zelo smo ponosni, da smo lahko danes pripeljali toliko mladih, da lahko poslušamo izjemne teme, se pravi, da smo končali z prvim panelom, imeli smo priložnost slišati nekaj izjemnih podjetnikov, z nami je tudi bil eden mojih najljubših podjetnikov, to je generalni direktor Pošte, ki je vsekakor lahko vzgled vsem mladim v Sloveniji, da se tudi pri takih letih, ko je on, da doseči nekaj neverjetnega. In mislim, da bo nam to dalo še dodatno upanje, da bomo tudi v Mariboru uspeli in tudi po COVID krizi uspeli zdržati podjetniško noto in tudi politike nastavili tako, da bo to vsem lažje. Povej mi, glede na to, da smo danes slišali veliko zanimivih predlogov, veliko zanimivih pobud, koliko to vpliva na politiko? Ja, definitivno. Imeli smo danes priložnost slišati tudi, se pravi, sodelavca, ki deluje v sklopu digitalizacije. Se pravi, jaz mislim, da bomo v Mariboru, predvsem v naši regiji, morali delati na tem, da je digitalizacija prioriteta in da se tudi občina začne sama zavedati, da moramo delati v času s prihodnost in ne ostajati v tistih nekih starih časih, da so samo še papir, ampak je treba se je definitivno digitalizirati, pomanjšati delovna mesta na občini in tako zvečati proračun, ki bo omogočal ljudem lažje življenje tudi v prihodnje. Torej, če lahko rečeva, prihodnost je na mladih. Definitivno, jaz upam, da je tudi zato ta dogodek, mislim, da se je lepo število mladih zbralo, nekaj nam jih je nažalost tudi danes še odpovedalo, ampak mislim, da je številka vseeno dobra in predvsem, da se mladi naučimo in priznajmo pobudo. To je naš cilj. Hvala.